Čau, sončki. Evo, zdaj ste videli trening v fitnessu, mogoče še kaj sam jaz posnamem. Danes sem šla z mojim mančkinom hoditi, kaj je toliko mrzlo zunaj, da tisti, ki ste šli na kolo okrog Ljubljane to soboto, vsaka čast, še toliko piha, da po moje moraš biti čisto zimsko oblečen, pa te še zmeraj zepe kot cucka. Tisti, ki ste prišli na kolo, pa lahko komentirate spodaj, ko ste se oblekli, pa vas je res zebala, ne. Zdaj, ker ni več toliko kolesa, hoja v hribe, logično za tiste, ki imate trenažer ali pa valji. Pol zadnje čase vsi, tako veste, se govori dosti o džimu, tako da še to. Pa še kakšen tek na smučeh. Jaz sem zagovornik predvsem vseh ostalih športov, kakor pa kolesa čez zimo. Samo zaradi tega, da ne izgubimo une vole, kot rekreativni kolesarji pol za spomlad, ko se je treba začeti pa res orang zunaj voziti. Tako da, ja, tisti, ki pa imate orang ambicije, pa želite tekmovati, pa res napredovati čez zimo, je pa nujen, ja, trenažer skoraj nujen potreben. Jaz se bom letos lotil tako, da od trenažerja nič, fitnesa dosti, nekaj hoje v hribe, pol pa imam plan iti za 3-4 tedne, januar, februar, malo se s kolesom voziti, tako da boste tudi to videli. Ja, Deben vrh, tle nekje je Sostro, Bizovik zadaj, saj mislim, da... Če pokaži na uno stran. Saj sem. Evo, v tem tednu pa, tako da ja, danes gremo čez to, mogoče tedenski plan, kako si ga sestaviti, opišem vse, upam, da vam bo zanimiv. Ok, se pravi, ta prva stvar, ki bi jo šel mogoče rad čez, je števc. In lani sem šel že čez podatke čez in letos bi jih mogoče ponovil, ker sem dal par podatkov gor, ki jih drugače nisem nikoli uporabljal, no, zdaj sem pa povezal D2 in kakor vsi mislimo, da takoj vemo, v kateri prestavi imamo, kaj se dogaja, no, zdaj mi ta podatek v bistvu en izmed ključnih, plus še, da mi kaže, koliko imam procent baterije. Mislim, da se da to nastaviti tudi za procent baterije, po moje tudi na SRAM-u in Kampi. Ne vem točno, kako je, v kateri prestavi se ima, ampak mislim, da se da povsod nastaviti. Mislim, škoda, da vam sploh kažem na števcu, ampak no, čakajte, vam bom vsem pokazal to, da boste videli, samo da se tole zaštarta. Takole zgleda, se pravi, koliko mi zdaj kaže. In tale spodem podatek, ki so tele, kaj je to, piramidica, kakorkoli, no, to so prestave, v kateri je. Tako da, evo, to ste zdaj videli. Ne vem zakaj, ampak to praktično največkrat pogledam, ko sem na kolesu, sploh zdajle, ko se vozimo v tem, ja, zimskem času, jesenskem. Ne vem, sem že na podcastu povedal, meni trenutno, da bi prav kaj treniral, mi ni. Rad hodim v fitness, rad grem tudi ven hoditi, da je ta hoja prav trening, za moje pojme ni. Pač važno je, da si malo na sončku, takrat, ko pač posije in ja, je to to. Zdaj, zakaj se mi zdi o tem pametno govoriti tisti, ki, ne vem, skozi trenirate, ki imate zdaj res orang cilje za naslednjo sezono, vam je mogoče ta plan brez veze, zato ker praktično se morate zdajle z novembrom že kar orang pripravljati že na novo sezono. Tisti, ki pa bolj rekreativno boste, je pa mogoče ta video zelo pomemben, samo zaradi tega, da ne izgubite volje pol, ki je tukaj, ne vem, konec februarja, začetek marca, ki se je res treba že zunaj voziti, se pravi, da ste pol pripravljeni dober za, ne vem, Franjo, ostale maratone, ki so, enih imate že, ne vem, aprila ali kdaj se začnejo na obali. Tako da
te kilometri, ki se jih takrat naredi zunaj, so se pravi v teh prvih parih mesecih so v bistvu ključni, zato da vi lahko pol delate ali razne intervale, se pravi, da niste gotovi takoj, morate narediti vsaj jurja do 2 jurja kilometrov zunaj, da se lahko pač začnete voziti. Kar pomeni, da si morate zdaj splanirati, kaj boste počeli. Meni je ful pomemben, da sem začel v fitness hoditi, ker me tudi praktično cel telo me, ko naj rečem, manj boli. Tako da mi je fitness pač en izmed glavnih stvari, ki bi jih rad pač orang počel. In letos sem se orang zafrknil, ker se v naslednji sezoni ne bom več, da sem v bistvu sem nehal hoditi v fitness, tako da to bom naslednje let še počel v sezoni, sicer logično dosti krajši čas. Zdaj po tem trening planu, ki ga je naredila Martina, je meni top. Ne vem, prav že zdaj se mi zdi, da imam pač več moči. Zdaj, a se bo to pokazalo spomladi ali se nov, jaz sem kar orang pozitiven glede tega, ker vem, kakšne rezultate sem imel lani na začetku sezone, tako da, ja, to je to. Zdaj pa, kar se tiče vsega ostalega, pa kako si splanirate sami, ker tukaj ta kanal je bolj narejen za to, da si lahko mogoče sami kaj pomagate, ne da vam morajo konstantno drugi. AI trening plan, ki ga bom izpopolnil, upam, da bo že narejen, ko bo šel tale video ven, drugače pa v roku 14 dni bo ziher. Tako da vam bo spisal plan, ki se ga lahko sami držite. Še enkrat pa poudarjam, da AI je samo toliko pameten, kakor mu vi date podatkov. Se pravi, če date vi zelo skope podatke, tudi plan ne bo baš dober. Tako da, to je to zdaj, kar se mene tiče, pa kar svetujem tudi tukaj strankam. Vsi načeloma mislite, koliko morate pozimi se voziti, na trenažerju biti. Če vam to ne paše za rekreacijo, ne vem, jaz nisem zagovornik prav nekje orang trenažerja. Zdaj, če vi mislite, da morate biti na trenažerju, super, pač pejte gor. Jaz že, ne vem koliko let na trenažerju praktično nisem. To po moje zdaj že vsaj 5 let. Pa mi nič ne fali, da se v sezoni ne bi vsaj približno soliden vozil. Se pravi, pozimi grem rajš malo ven, rajš na sonce, pa v fitnessu sem pač tudi rad. Se pravi, kar se tiče moči imam dosti in pol spomladi se pa tudi zavedam, da moram to moč pretvoriti pol na biciklu, kar pomeni, da sem, če se le da, skoraj da ne vsak dan na kolesu ali pa čim večkrat pol, ne vem, rečemo od sredine februarja ali pa od začetka marca dalje. Zdaj, kjeri so športi, ki jih dosti kolesarjev, sploh v Sloveniji, tudi dela pozimi? Tek na smučeh je ta prvi, ta drugi je pa mogoče hoja v hribe, pa te kolesarji, ki so včasih, zdaj ne vem, ali je to še praksa, ampak včasih, ko sem hodil s kolesarji, se pravi iz kluba, kaj je bil Rok, so šli na Krvavec gor, se pravi, to je cirka 2 ure hoje na zvok, mogoče še malo več, pa so imeli v ruzaku 15 kg vode, ko so prišli do gor, so to vodo ven zlili, kaj so še spili in so šli dol s praznim ruzakom. Tako da morate si narediti, tudi če greste, rečemo, s partnerico, s familijo hoditi, pač v ruzak si naložite kile, da vam malo teži in pejte in je čisto lušten. Oni bojo uživali, vi boste naredili malo več in to je to. Zdaj, a morate trenirati kot profi? Jaz mislim, da ne, ker vsi, ki mislijo, da morajo toliko orang trenirati, so po moje pol orang zgonani spomladi. Tako da jaz bi šel na easy, toliko da uživate, da se spočijete in pol spomladi, ko se je treba začeti voziti zunaj, se pa res orang pač pripravite. Drugače pa, kaj se še dodatno svetuje, logičen tudi tek. Pol pa vaje v fitnessu smo šli že čez.
Pa takrat, ko je le šansa, se pejte pa pač s kolesom zapeljati, tako da vzdržujete vsaj nekaj malega kondicije. Zdaj je to, ne vem, jaz takrat, ko mi paše, grem ven, nimam pa neki ošit, zdaj pa že cel teden nisem bil, moram iti nujno nekam se zapeljati. Jaz vedno štartam iz Ljubljane, tako da če jaz lahko, pol mislim, da na nek tak nivo povprečnega rekreativca lahko pride praktično vsak. Ja, tako da ne vem, sem vam sploh dal zdaj kakšen nasvet. Hotel sem bolj povedati, da se ne preveč obremenjevati, če se ne morate zdaj voziti, ker je ful bolj pomemben, kako spomlad štartate. In ja, spomlad pa mogoče še en nasvet, ki ga bom itak pol spet povedal, nujno mogoče s temi še moji kremami pa repair gelom štartati, saj če greste tako kot jaz, da se štarta, kaj je to, iz nule praktično se gre 5 do 7 na teden na kolo, pač telo to ne zdrži in je pač takrat treba te kremce malo uporabljati, ja, in to je to. Zdaj pa še ena stvar, telih hlač, se pravi STR, zdaj sem jih glih spet naročil v modri pa v črni barvi, pa naročil sem še tele GT. Spet zelo majhna pošiljka in vsi tisti, ki boste šli kolesart, se pravi čez zimo, tam nekje do konca februarja, začetek marca, probite že zdaj naročiti, zdaj imate še ta Black Friday popust. Pa zato Milan San Remo kolekcijo, ki bo 20 majic vam prišlo. Tisti, ki hočete res min zgledati na kolesu, si nabavite komplet, ki po moje najbolj zgledali. Evo, sem še objavil pol, pa večino, v bistvu praktično vsi pravite, da ne objavim, tako da samo to, da boste zdaj videli fit tega mojega hoodija, ki ga imam zdaj gor, in ta nov bo zelo podoben temu. Tako da, gremo zdaj, da boste videli ki bo hotel naročiti. Cena hoodijev bo po moje, ne upam še nič reči, ker še nismo sploh dobili cen. Jaz upam, da bo pod 50 evrov. Ja, so pa tam 320, 340, ta gostota materijala in gor, in isto bo veljalo za trenerke. Takole zdaj, da najprej vidite hoodie, takole nekako bo izgledal, se pravi rokavi, da so dosti dolgi, bolj loose fit, jaz pri 180 kilah, pa mislim 180 centimetrih, pa slabih 90 kilah imam veliko large, najbrž bi imel lahko tudi medium, ampak mi je large tako bolj comfy, kar bo čez pulover čez dan, bo v taki nude beige barvi, pa v sivi barvi, bo pa samo napris approved po vsej verjetnosti, tako kot smo ga imeli kle. Tako da na ta princip, to je to, ali bo pa, se pravi tukaj le čez napis Let's Ride, se pravi sam čez pulover in brez approveda nikjer. Tako da lahko komentirate spodaj pod video, kaj vam je bolj všeč. Jaz hočem, da so puloverji čim bolj clean, da jih boste hoteli nositi, in to je to. Zdaj, kar se tiče pa same trenerke, jaz sem dal pa kamero malo nižji, bo pa podobna tej, se pravi isto malo bolj loose fit, ne bo nikjer vas pač takole zategnil, pa spodaj bo elastika, tako da ja, bo pa šla elastika. Isto, trenerka bo pa po moje v črni, pa v sivi barvi, tako da vsi, ki boste hoteli karkoli naročiti, pri sami trenerki bo pa napis takole čez, tako klekat je ta Bjorn Borg, bomo mi all approved, se pravi bo tukaj napis all approved ali pa Let's Ride. Tako da, evo, zdaj se pa preoblečem, pa vam pokažem še majico. Takole, kar se tiče sama majica, spet meni tak fit mi je najbolj všeč, da je komod, da ali je za ven ali pa za doma, zame bojo dober, spet sam napis approved, se pravi čez prsten koš, zelo dolg, da pride from side to side, pa malo več bo razmika vmes, isto, se pravi isti napis, kakor smo ga imeli kle. Evo, zdaj, kar se tiče samih cen,
Jaz sem zdaj govorim sam neke približke, ker še sam ne vem, kakšne bojo cene, ampak majica bo od 20 do 25 evrov. Zakaj? Ker je že sama majica pač dražja, nismo šli več v Fruit of the Loom, ki so bile, mislim, da 4 ali 5 evrov s poslikavo brez davka, te so pač dražje. Tako da upam, da prijemo po 20 evrov, tisti, ki boste hoteli imeti, bojo sam prednaročila, se pravi, zdaj bo šansa, da se naroči polno več. Isto bo za puloverje, isto bo za hlače. Tako da, ja, tisti, ki podpirate kanal, pač to je še en način, kako pač, ko bi rekel, nas promovirate, da lahko pač delam jaz to še dalje. Ja, jaz sem hvaležen pač čisto vsakmu, tako da zaslužili tle ne bomo čisto nič. Bom vam dal tudi cene v opis na spletno stran, za koliko mi kupimo, pa boste videli, da tukaj imamo zraven samo to, da se bo poštnina pokrila in praktično to je to. Tako da bo na vsak artikel približno 3 do 5 evrov bojo dražji in ja. Tako da upam, da vas to ne moti, če vas pa moti, pa ja, žalim. Slučaj. Nič, upam, da ste uživali v tem vlogu. Za naslednji teden vam pa lahko povem, sem se že zmenil, grem v ponedeljek, grem do Berka, tako da bo to. Sestavili bomo en nov bike, tako da boste še to videli, pa upam, da pride tale tekstil, da boste videli točno, kakšna trenirka bo še zraven. Ja, tako da pa upam, da v naslednjem tednu bojo na spletni strani že za prednaročila, se pravi puloverji, majice, hlače, da boste to pač tudi lahko dali. Tako da to je to. Ja, pa še La Primavera majica, ki se prodaja, zdaj je prišlo nekaj naročil še v tem tednu, tako da je poupdatano vse na spletni strani in XL velikosti ni več, medium jih je tudi sam še mogoče 2, ja, extra small sam še 1, tako da evo, če koga zanima, naj gre Approve Cycling pa si kaj lepega kup. Sončki, uživite, lep vikend, čau!